A ste opazili to sliko? Zakaj se je obrnil na glavo? Nekaj podobnega pa je opazil tudi kitajski filozof Mao Tzu, ki je živel v 5. stoletju pred našim štetjem. Ta filozof je med drugim imel zadolžitev, da skrbi za državni zaklad, ki je bil zaklenjen v temni sobi. Pred to sobo so stali tudi stražarji in jo varovali. Nekega sončnega dne pa je Mao Tzu šel mimo stražarjev, stopil noter v temno sobo in ustrašil se je, ko je na steni nasproti vrat opazil sliko istih teh stražarjev, ampak obrnjenih na glavo. Neverjetno je bilo tudi to, da je slika bila zelo svetla, v barvi, ter da stražarji niso bili statični, ampak so se kar premikali levo, desno, levo, desno. Neverjetno, kako je to sploh mogoče in to v 5. stoletju pred našim štetjem. Mao Tzu se je malo obrnil in opazil je, da v bistvu skozi ključavnico na vratih v sobo prihaja nekaj svetlobe. In prav ta svetloba na steni ustvari čudovito sliko. Pojav ga je fasciniral in je o tem takoj obvestil cesarja. Baje je cesar bil tako navdušen nad tem pojavom, da si je zgradil lastno temno sobo, v kateri je sedel in opazoval zunanji svet obrnjen na glavo. Baje. Mao Tzu pa je vsekakor ta pojav natanko opisal v svoji filozofski knjigi, imenoval ga Zaklenjena temna zakladnica in tako ratal prva oseba v zgodovini človeštva, ki je nekaj o tem pojavu napisala. Šele kasneje so tudi Evropejci opazili ta pojav, imenovali ga camera obscura, kar v ladinščini pomeni temna soba in ta naziv tako tudi danes uporabljamo. Zdaj, verjeli ali ne, tudi vi lahko na glavo obrnete svojo okolico in uživate kot pravi kitajski cesar. Zato pa potrebujete samo en navadni papirnati kozarec, kos paus papirja in kos črnega papirja, škarje in lepilni trak, pa seveda malo potrpežljivosti. Pa kar začnimo. Sedaj torej na paus papir postavimo kozarec, obrnemo ga na glavo in najprej narišemo en krog. Nato pa narišemo recimo sonce, se pravi rišemo sončne žarke. Tako. Evo, to je naše sonce. Naslednji korak je, da režemo sončne žarke. Prav do te črte. Se pravi, tako, tako. Tako. Sedaj pa sonce postavimo na mizo in prepognemo sončne žarke. Tako. Sedaj pa paus papir postavimo na kozarec in s pomočjo lepilnega traku vse lepo zalepimo. Ok, to je to. Sedaj pa kozarec spet na glavo obrnemo, potrebujemo nekaj ostrega, recimo tole. V sredini naredimo eno luknjico. Tako. Sedaj pa vzamemo en svinčnik in počasi naredimo malo večjo luknjico. Recimo tako veliko. In ostane nam še tole, da uporabimo ta črni papir, velikost je A4. Na eno stran postavimo kozarec in v bistvu samo zarolamo
Naredimo torej en valj. In zalepimo. To je torej naša kamera obscura. Skozi kamero pa gledamo takole. Okay. Zdaj pa gremo na sprehod. In kaj mislite, zakaj se to zgodi? Luknjica v kozarcu zagotovo pomaga, ampak kako velika je lahko? Kaj bi se zgodilo, če naredimo 2-krat ali 3-krat večjo luknjico? Oziroma manjšo? Poskusite!